Fantasy. Radio Fantasy. Daft Punk sta bila tole One More Time. Minuta je čez 9:30 in nisva več sama v studiu, kar je vedno dobrodošlo, ko nas kdo obišče. Tone Tisel, lep pozdrav, dobro jutro. Lep pozdrav tudi vsem poslušalcem vašega radia. Ja. In vama dvema seveda. Zdaj, Tone Tisel, vsi vemo, zdaj v zadnjem času dosti na našem celskem koncu vidimo ambasador kolesarske dirke po Sloveniji, drugače pa živa legenda rokometa. Kje naj zdaj začnem? Ja, prvo, v osnovi jaz sem Celjan, ne. Rodil sem se sicer v Novem mestu, 3 mesece sem živel v Metliki, potem pa 30 let v Celju, potem sem malo šival po svetu, najprej Velenje, kjer sem najdel tudi življenjsko partnerko, Ljubljana, hiša v Grosupljem, Italija, Danska, Madžarska, Romunija. Zdaj pa sem že kar nekaj let spet v Celju, sicer ne aktiven kot rokomet, ampak narekovajena stara leta sem se priselil v Celje, ne. Zdaj, kar se pa tiče kolesarstva, bomo pa malce kasneje. Ja, res to, ti si eden izmed redkih, ki si pokrival tako selektorstvo državne reprezentance deklet in fantov, ne, eno in drugo si vodil, ženske klube, moške klube, res. A je velika razlika? Ja, zdaj takle bom rekel, vodil sem res vse, ne, od pionirjev, mladincev, kadetov in moških in ženskih, največje klube v Sloveniji, obe reprezentance. Zdaj razlika, ne, vsi me to sprašujejo. Razlika je predvsem v tem, da ženske ekipe malo več oscilirajo, ne, se pravi, če govorim o eni povprečni ženski in moški ekipi in pride en vrhunski trener, ne, lahko moško ekipo dvigne, rečemo, za nek nivo, ne, žensko lahko dvigne za 2-krat višji nivo, ne. Če pa pride slab, ne, moške lahko spusti za en nivo, ženske pa lahko res pod njim čisto zagrezne, ne, se pravi, veliko več znanja, energije, moraš imeti za vodenje ženske ekipe, je pa treba nekaj povedati, ne, da so pa ženske, ko pač z njimi najdeš pravi kontakt, ko potisneš na pravi knof ali pa ko jih pravilno zalivaš, ne, so pa neustavljiva sila, ne, to, kaj lahko ženske zdržijo, moški niti slučajno ne more, ne. To, kar so moje ženske, mislim, moje punce na Krimu zdržale, ne, moška ekipa niti slučajno ne bi, ker pri ženskah so važna čustva, čustvovanje, moški zmeri vklopljajo racijo in nikoli ne morejo doseči svojega vrhunca takega kot ženske oziroma ne morejo zdržati toliko kot ženske. To mi bilo všeč, tisto pravi jih je treba zalivati. Se spomnim, čegam, kar najdu zdaj. Kar braš. Kar praviš. Ne, mislim, jaz sem hotela sam tukaj pač povzetna, da v bistvu pač ženske smo zakon, to smo tudi zdaj videli v rokometu, v košarki, mislim, na splošno v športu, zdaj ženske kar presegamo moške uspehe, ne? Kakorkoli obrnemo. Ja, lahko se strinjam, ne. Slovenski šport so ženske tiste, ki res prevzemajo vodilno vlogo, ne. Tudi v Celju imamo, ne vem, judo klub, ne, ženske so pod Fabijanom veliko uspešnejše kot moški. Verjetno je zaradi teh razlogov, ko sem zdaj rekel, v Celju košarkaški ženski klub je res na visokem nivoju, ne. Zdaj, če pa govorimo o moji njovi ljubezni, ne, kolesarstvo, ne, tu pa žensk pravzaprav napram moških ni, ker moški so najboljši na svetu. Koliko je bil Roglič včeraj v skupnem? Prvi. Ampak je pa res, da jaz se z biciklom ne furam, ker imam rada sebe, pa vse ostalo v prometu. Tole Tisel je ambasador in kot si dejal, o tem pa malo pozneje, zato zdaj le dam onkomato v zalivanju, ne? Saša Vrtnarja zavrtimo, pa se pa pogovorimo o dirki, ki pa je že tik pred vrati, ne? Drži. Radio Fantasy. Saša Vrtnar, 9 minut je čez 9:30, z nama je Tone Tisel, rokometna legenda in pa seveda zadnje mesece in zdaj tudi tik pred vrati je ambasador kolesarske dirke po Sloveniji, 3. etape, pozdravljen. Zdravo še enkrat, ja. Ja. Zdaj, Tone, šampion. To smo začeli reči. Zadnje čase si pa res sam na kolesu, ne, in prebral sem ravno, sicer je bilo to leta 2021, ker sem te hodil vprašati, kaj je bil razlog, da si se odločil za to, je pisalo, Tone Tisel je postal športni direktor, ne boste verjeli katerega kluba. Pa je pa pisalo kolesarskega. No, to je ena taka anekdota, ne, zdaj treba vedeti, da športni direktorji kolesarskih klubih so vse nekaj drugega kot sem jaz, ne. Res pa je, da sem naredil neke tečaje prek kolesarske zveze in imam licenco, ne, in imam na tej licenci piše športni direktor. In mislim, da je bilo ravno
dirka po Sloveniji, ne, in smo bili s prijatelji, kolesarji, smo bili na Celjskem gradu, ne, in tam se malo hecamo, zafrkavamo in potem jaz rečem, fanti moji, ne se vi hecati, ne, jaz imam licenco športnega direktorja, ne, in tam je bila ena novinarka, mislim, da s portala, Siol portal, ne, ki me pozna iz rokometa, ne, in pol, ko je slišala, ne, da sem športni direktor, ne, rekla, kaj pa je zdaj to, ne, no in pol je ona to na Siolu objavila, ne, nisem v smislu športni direktor, tako, ko so športni direktori velikih ekip, ampak pomagam pri kolesarskem društvu Knežje mesto Celje, bolj kot kot ambasador, kot neka prepoznavna oseba in poskušali bomo tudi najti določene sponzorje, da bi ta klub iz družinskega projekta prišel na malo višji nivo. Tudi to mojo ambasadorsko vlogo izkoriščam v tej smeri, kajti ta klub organsko raste, začeli smo z najmlajšimi, se pravi dečki, potem mlajši mladinci, to najstarejša kategorija v tem trenutku je mlajši mladinci. Imamo tudi že 3 naslove državnih prvakov v tej smeri, imamo 2 res kvalitetna kolesarja, ki sta v svoji kategoriji v samem vrhu. Kar se pa tiče množičnosti, pa dejansko rabimo dotok novih ljudi, predvsem pa finančnih sredstev, kajti če jih nimamo, pa si ne upamo zadevo preveč širiti. Ja, zdaj Brane je malo kriv za to, da si ti tu zraven, ker sta prijatelja. Brane je nek pobudnik, ustanovitelj, predsednik kluba, trener, vse je v enem. Brane je vse, ne. Oni so dejansko kolesarska družina, ne. In jaz, ko sem prišel v Celje, sem iskal kolesarsko družbo, s katerimi bi se lahko vozil okoli, tako sem naletel tudi na Braneta, spremljam kolesarstvo, nekaj sem se tudi že naučil, ne v tehničnih zadevah, ampak v nekaterih drugih, tako da smo začeli po tem pogledu sodelovati, ampak to je še daleč od tega, da bi bil jaz, tako sem že omenil, nek strašen športni direktor. Ti imaš neprofesionalno funkcijo tukaj, ne, ki je bolj časna kot profesionalno v smislu tega športnega direktora, kot si dejal. Ne, jaz vse delam neprofesionalno v tem trenutku in problem je tudi to, ne, da ker ni sredstev, je v našem klubu vse neprofesionalno. Tudi Brane, ki je deklica za vse neprofesionalne, v prvi vrsti bi bilo treba verjetno Braneta zaposliti, da je bila to njegova profesionalna funkcija, dobiti še enega trenerja. Na mestni občini so nam obljubili, da bomo dobili določene prostore, po dirki po Sloveniji pa bomo verjetno šli tudi v akcijo poiskati kakega sponzorja. Jaz upam, da v teh časih, ko je kolesarstvo res postalo šport številka 1 v Sloveniji v vseh pogledih, da bi se mogoče tu ta vrata odprla. Je pa res, da Celje ima ogromno športov in da so vsa ta podjetja, pa vsi te, ki so nekako donatorji ali sponzorji, že kar precej obremenjeni. Ja, ampak glede na neprofesionalnost, ste zelo profesionalni. Ko pogledamo širšo sliko, profesionalno opravljate vse svoje funkcije, čeprav niso profesionalne. Ne? Ja, to, kar dela to, ne? Ja, mislim, ne, nasplošno, pač in v klubu, in vse rezultati tudi kažejo. Ja, tak sem, ne, vse to je mogoče problem, ki je moja družina skusila prej, ko sem bil tudi profesionalen, ampak če se nečesa lotim, bolj enostavno to zadevo poskušam upraviti najboljše, kar se da, seveda z določenimi napakami, kajti to ambasadorstvo in te zadeve, ki zdaj počnem, je za mene nekaj novega, ampak odpovedal sem se celo, rekel, ni lepi turi, moji prijatelji iz Lava tima so šli kolesariti v Srbijo, jaz sem sprejel to funkcijo in sem rekel, fante, enostavno ne morem iti z vami, ker bi rad to zadevo upravil na najboljšem nivoju, kar je možno. Trudim se po najboljših močeh. Tone, čisto glede na to, da vse nisi fan nove digitalne tehnologije, so ti poslali kak selfie tam iz okolice, kje so bili Niš ali kje? Ja, seveda so, najprej so bili, mislim, da so bili Gornji Milanovec, pa okoli Džerda, pa so poslali, eden se je celo kopal v Donavi, ne, pol pa s njim jaz, mislim, da je v petek je bil tisti dan, ko je bila na celjski tržnici, so bili tale piva, ne, in sem jaz tam poslal, ne, da kaj zamuja, ne, pa sem je potem takoj odgovoril, ne, pokazali so obloženo mizo, tudi piva in vse, ampak pol sem je še dodal, je bil, ne vem, Joker Out, ali kak se imenuje ta band, ne, da je bil še koncert, ne, tako da smo si malo izmenjali, ampak njihova izkušnja od tam je bila zelo dobra, zelo kvalitetna, kajti dejansko moja najboljša dogodivščina, pa sem marsikje kolesar, ampak v vseh pogledih je bilo kolesarjenje po Črni Gori.
Črna Gora torej. Šuši, vremensko sam, potem pa še to ne pove, kako je in kako bo potekala dirka. Tretja etapa sploh, ko štarta na našem koncu. Se družimo. Radio Fantasy. Netipičen moški je tale naš Tone. Tone Tisel, pozdravljen še v tretje. A lahko sam nekaj dodam. Tone ima BF rad masažo. Zdaj pa sam povej Tone. A mora biti močna ali mora biti nežna? To je zelo odvisno. Ne? Danes sem bil na močni, ne? Na športni masaži. Ne? Kaj si kaj joko? Ne, ni bilo tako dosti, sem pa že skoraj tudi joko na kakšni masaži. Ja. To je pa tudi res. Ne? Sem pa bil že tudi na kaki tajski masaži. Oziroma, takle bom rekel, leta 2004, takoj ko se je končalo tole Evropsko prvenstvo, ne, in jaz sem pol v ponedeljek že mogel biti na Krimu, ampak sem rekel, lejte, 2 dni mi morate dati prosto, ne, in pol so me spustili in sem šel se malo razvajati, mislim, da Portorož skupaj s soprogo, pa smo dala skozi te tajske masaže. Ampak zato, kar jaz rabim, je bolj športna masaža, ki je kdaj pa kdaj tudi lahko boleča. Da malo vozle. Tako. No, to ni za mene je treba božati. Ja, to pa pol ni masaža, to je pa pol nekaj drugega. Tudi se reče masaža, samo drugače. Ok, v redu. Tone Tisel je ambasador in to naše etape, celjske, to je tretja, ki se konča na Celjski koči. Ja, ne, na Celjskem gradu. Pardon, na Celjskem gradu. Čez Celjsko gre, pa v Celje dol, pa nazaj šprint gor. Tako je bilo lansko leto. Ne? Tako. Ja, se pravi, čujem, a vidiš, to je to, ne? To je bilo samo preverjanje. Zdaj, Tone, ok, ti imaš to ambasadorsko funkcijo, a se boš kaj gibal tukaj med temi znanimi, ker zdaj prihaja cel kup teh znanih kolesarjev, ne? Primoža ne bo, bo pa Tadej, ne? Ja, vsi slovenski profi kolesarji bojo na tej dirki razen Primoža. Jaz moram reči, da moja vloga ambasadora je bila tudi v tem, da sem dobil eno vdajo na TV Celje, ki sem jo rekel Kolesarski kotiček, in tam sem jaz gostil praktično vse te slovenske kolesarje, ne? Oziroma najprej sem začel zmagovalcem prve dirke leta 1993 gospodom Borisom Premožičem, potem je bil moj gost najboljši celjski kolesar gospod Vrečar, ne, posel pa prišli te, ne, Tratnik, Mohorič, Polanc, Luka Mezgec, nisem uspel dobiti Domna Novaka in pa Govekarja, ki bo zdaj prvič nastopil pro ekipi Bahrein Victorious, je prestopil tokom sezone. Potem pa so bili moje gosti še športni direktor UAE-a, Hauptmann, gospod Hauptmann, in pa športni direktor Bahrein Victoriousa, gospod Štangl, in pa seveda direktor same dirke, gospod Fink. Tako da jaz sem te razgovore s temi upravil, tako da mislim, da v tem pogledu ne bom več toliko angažiran, ne, mislim, da če bom še delal kakšen prispevek, pa to bom bolj spraševal občinstvo, navijače, kaj si mislijo o tem dogodku. UCI je znova zahteva kar stroge protokole, ne, tako da bo tu kar določeni problemi, in to bo tako pokrivala tudi TV Slovenija, Eurosport, ne, tako da To ne, UCI je Mednarodna kolesarska zveza, ne? Tako je. Za tiste, ki ne vedo, in oni so rekli maske spet, ne? Oni imajo protokol obvezne maske, vseh tudi, kar se tiče distance moraš imeti. Eno palco moramo zrihtati. Ja, tako. Ej, ne, veš, kaj bi pa mogoče boljš. To ne da mene na rame, jaz imam pa še podaljšano roko, veš, pa zajamemo pa vse, malo tudi iz ptiče perspektive, da malo vidimo, ne, še kaj druga. Lahko bi mogoče, veš, midva naredila to varianto, ta ideje pa imaš ti, Šuši, veš? Ja, ideje so važne, bomo mogla malo potrenirati pa to, da ne bo prišlo do kakšne nesreče tam, ampak lahko poskusimo, ne, tudi zadeva bo takšna, da bo ta imela največja zvezdnika te dirke, Pogačar in Mohorič, bosta samo sodelovala na tiskovni konferenci, potem ne bosta na razpolago za individualne razgovore, medtem ko bojo vsi ostali lahko imeli tudi individualne razgovore. Je kaj več znanega v časovnici? Kdaj se dobro postaviti, kje ob progo? To si me zdaj malce presenetil. Ampak dobro, da imata mene. Časovnica je objavljena, tako da jo lahko pogledaš na spletni strani. Okoli 2 bojo šli kolesarji iz Žalca, oziroma ob 2 uri bojo šli iz Žalca mimo te naše celjske obvoznice, tu med Lavo in Čopovo. Tako da okoli 2 boste tu, pol grejo na Štore. Potem grejo na Svetino, na Celjsko kočo, nazaj v center Celja, kjer bodo šli skozi Krekov trg, in potem seveda cilj na Starem gradu Celje.
Na Je cilju super bomo pa si. mi vsi. Odlično, s tem, da tam na časovnici še zdaj si pogled, odvisno je tudi, kdaj bodo prišli od hitrosti. Ne? Ja, odvisno, koliko bo njihova povprečna hitrost. Cirka zapore bojo nekje 10 minutne na cestah. Pa šuši ti... Jaz se vse imaš- vem, no, jaz sem se že vse zmenila. Krasno, krasno. Super, v glavnem, kot ste slišali, tu nekje po 2 uri zagotovo, ne, ker tu časovnica kaže to, da tam po 2 je Celjska, pa pol itak dol preletijo kot bliski, ne, pol je pa sam dirka čez Celje, pa nazaj gor na Stari grad. Ja, to ne dač, lej, zdaj funkcijo si dobro opravil, pa še naprej opravljaj dobro. Kaj pa, rokomet pride še kaj? Ali je že čist... Zdaj bom rekel... Kaj če te še izzovejo? Ne, mislim, da ne. Mislim, tudi če me izzovejo, jaz, ko sem se preselil nazaj v Celje, ne, ljudje so govorili, ne, da sem prišel za to, pa da bom zamenil tam Šeta, pa Polo Cvirka, pa to. Jaz sem ljudem iz rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško povedal, da se nikoli več ne bom usedel na klop prve ekipe. Razmislil sem nekaj, da bi treniral podmladek, oziroma obstaja prek nacionalnih panožnih zvez, obstaja ena možnost, da treniraš te perspektivne rokometaše, ki so v športnih oddelkih na celjski gimnaziji, vendar tam dogovora nismo sklenili, ampak sigurno ne bom v taki obliki več v rokometu, kot sem bil nekoč, zaradi tega, kot si ti prej dejala, da sem preveč profesionalen, ne, in to ti vzame 24 ur na dan. Praktično 30 let sem živel za to. Zanemaril sem tudi v narekovajih malce svojo družino in je žena pravzaprav poskrbela in vzgajala vse otroke. To se sicer slabo sliši, ampak takrat sem bil pač 24 ur noter v tem in to je dopoldne, popoldne, prazniki, se pravi, na leto imaš mogoče 10 dni narekovajo dopustno, tam na dopustu se ti telesno pripravljaš, da lahko zdrži vse te napore in enostavno takega urnika si več ne želim in v taki obliki sigurno ne bom več v rokometu sodeloval. Vse pa seveda v rokometu sodelujem toliko, če me kdo pokliče in da dam kak nasvet in mislim, da v tem trenutku kar dobro sodelujemo z Adžičem, ki je selektor slovenske ženske reprezentance, pa tudi zdaj prevzel Krim, pa v preteklosti me je tudi kdaj poklical Uroš Bregar. Zdaj, ko je, kar se pa tiče celjskega kluba, pa za vsak trenutek, ko me kdo kaj pokliče in želi moje mnenje, jaz to pač povem. Pa itak skoraj tako, da si tam. Tako da si tako. No, ampak drugače pa naj samo spomnim, da danes lahko Toneta vprašate marsikaj še in sicer v Celjskem mladinskem centru. Drži. Tako, od 16. do 18. ure. Zvedeli boste tudi še marsikero drugo stvar, ki je ni uspel povedati tule v kratkem času, ker čas prehitro beži. Ko so dobri gosti pri nas, spet pobegne čas, pa ne vem zakaj. No, to hvala lepa, da sem bil dober gost, drugače pa res vsi vabljeni v Mladinski center Celje. Pač bo pogovor z mano in lahko boste vprašali, kar želite. Ja. No, super, Tone, hvala in vse dobro. Hvala tudi vama za povabilo in hvala vsem poslušalcem. Radio Fantasy. Radio Fantasy. Radio Fantasy.